Ljubljana zajeta je v žico bodečo. V gorah je rešitev pred smrtjo in ječo. Samo v gorah je svoboda. Na vsakem vogalu glej pisano skredo, kot kemično formulo novo besedo. OF. In praskajo črke in belijo vogle, a spet se pokaže. In pokajo krogle o belem dnevu po cestah. In 1. maja so ceste rdeče, od zvest in zastavic in cvetja in sreče in od krvi prelite. Izdajnik pade iznenada, mar je OF podzemeljska vlada. OF, OF, OF. OF nas druži, OF nas brani, OF neznance v hipu seznani. OF je zvestoba med nami. OF je zapisano v srcih, v očeh in med žico bodečo na svojih smotleh in v duši svobodni, ko v gori. Spoštovani prisotni na tej veličastni prireditvi v počastitev dneva upora proti okupatorju. Med nami pozdravljam predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka. Predsednika Državnega sveta, magistra Blaža Kavčiča. Podpredsednico Državnega zbora Renato Bruscole. Prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana. Današnjega gostitelja Zorana Jankovića, župana Ljubljane, mesta Heroj. Podžupane in mestne svetnice in svetnike.
Poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Predsednike in predstavnike veteranskih organizacij ter predstavnike veteranskih organizacij z zamejstva. Vse prisotne župane slovenskih občin, narodne heroje, borce in ostale goste ter udeležence. Ter predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Janeza Stanovnika. K pozdravnemu nagovoru vabim župana Mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića. Kako je lepa Ljubljana. Danes posebej. Spoštovane tovarišice in tovariši, drage borke in borci, spoštovane gospe, gospodje, drage državljanke, državljani, Ljubljančanke, Ljubljančani. Danes slavimo. Ljubljana, mesto heroj, posebej pozdravlja naše drage goste, predsednika dr. Danila Türka. Dobrodošel, predsednik. Tu vas bomo čakali še mnogo let. Pozdravljamo tudi prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana. In pa našega domačina, komandanta, tovariša Janeza Stanovnika. Uvodoma so bili ostali pozdravljeni. Jaz bi pozdravil tudi koga iz vlade, pa žal nobenega nisem videl. Pred 71 leti so pogumni ljudje tu v Ljubljani ustanovili Osvobodilno fronto v borbi proti fašizmu, nacizmu, srčno željo po svobodi, po narodu, ki bo samostojno odločil. Danes to imamo. Smo narod, smo neodvisna država v Evropski uniji. Danes je Kongresni trg premali za vse nas, ki želimo tej državi dobro, in današnje srečanje kaže dvoje. Prvič, da spoštujemo tradicijo, s ponosom praznujemo naše največje praznike, in drugič, da ne pristajamo na nepotrebne ukrepe, ki želijo uničiti socialnost, solidarnost, javno šolstvo, javno zdravstvo, kulturo in pa spomin na našo svetlo zgodovino. Danes je pravi ukrep varčevanja, ki spoštuje s ponosom svojo zgodovino in organizira proslavo in hvala vsem nastopajočim, ki danes nastopajo brez honorarjev. Tako varčevanje podpiramo. Za tako varčevanje smo pripravljeni tudi naprej delati, ampak delo je treba zagotoviti vsem v tej državi. Ljubljana je danes srečna, neodvisna, pokončna in ponosna, da lahko gosti tu državljane in državljanke Republike Slovenije in vse, ki so prišli izven Slovenije v počastitev našega praznika svobode. Če bo treba, bomo za drugo leto
povečali Kongresni trg. Čestitam k prazniku in smrt vsem fašizmom in svoboda vsem narodom. Na telesu našem stav, Jerzy
Na oder vabim slavnostnega govornika, tovariša Janeza Stanovnika, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Spoštovani predsednik republike, dragi prijatelj Zoki, vseh drugih pa v smislu modernega varčevanja z časom ne bom omenjal, smatrajte se pa vsi prisrčno pozdravljeni, tisti, ki ste v prvih vrstah, pa tudi tisti, ki ste vse tamle gor do Nunske cerkve. Slovenski odpor od kmečkih puntov pa preko taborskega gibanja pa gibanja Majske deklaracije, pa Tigra in Majstra, pa partizanskega 4-letnega odpora in boja, pa odpor teritorialne obrambe in policije, ki se ji pa moram danes za njeno donacijo domovini posebej zahvaliti. Isto velja za partizanski pevski zbor. Slovenski odpor je bil največje in najbolj veličastno, prelomno dejanje v naši zgodovini. Luč odpora se ni ugasnila 4 leta težke borbe med vojno. V tem odporu je slovenski narod dosegel združeno Slovenijo, ki si jo je zapisal sredi 19. stoletja v svoj narodni program. Ta združena Slovenija je z priključitvijo Primorske 16. septembra 1943. leta bila ustvarjena, ampak s tem je Slovenija postala tudi pomorska dežela. Ustvarjali smo, kot je Kidrič dejal, državo v državi, pod zemljo, ne v garažah, ampak v bunkerjih.
po celi Ljubljani. Tamle gor je bila zraven policije glavna tiskarna. Vsa Ljubljana je bila polna skrivališč. Tamle v Plečnikovi biblioteki je bil sloviti slavistični seminar, kjer se niso pripravljali samo letaki, ampak so se snažile tudi puške in pištole. Tu na tej univerzi, kjer imate ob vhodu monolitni spomenik, na katerega je vklesano ime 200 slušateljev Ljubljanske univerze, ki so žrtvovali svoje življenje za domovino v teku druge svetovne vojne. Pod njihovimi imeni imate pa geslo Čuvaj domovino, brani nje prostost. Iz te države v državi so pognale korenine naše današnje svobodne, neodvisne Slovenije. V temeljno ustavno listino smo v preambuli v 2. paragrafu ponosno zapisali, upoštevajoč dejstvo, da je Republika Slovenija že bila država. To smo zakoličili 27. septembra 89. leta, ko smo v ustavo zapisali zlato pravilo. Zlato pravilo slovenske suverenosti, pravico slovenske samoodločbe, ki so jo naši bratje, veterani vojne za Slovenijo, tudi uresničili. V slovenskem ljudstvu so se od kmečkih uporov nabirale ustvarjalne energije, ki so v teku narodno-osvobodilne borbe z elementarno silo prišle na dan. Akademik Peternus je zbral 4 debele zvezke partizanskih pesnitev, ki so najboljši dokaz spontanosti in vitalnosti, s katero je živel slovenski odpor v teku narodno-osvobodilne borbe, ki ni bila samo narodna revolucija, ne samo socialna revolucija, ampak in predvsem kulturna revolucija. V teku težke borbe se je rodila iz nekdaj podložniškega naroda samozavest slovenskega naroda, samozavest,
ki smo jo pokazali na plebiscitu, ki je vzel sapo celemu svetu. Ta presenetljiva enotnost na plebiscitu je pa bila kronana z oboroženim odporom slovenskega naroda novemu poizkusil posužnjevanja našega naroda, ki smo se mu z isto enotnostjo odprli. Osvobodilna fronta je organizirala in vodila ta partizanski odpor. Osvobodilna fronta je bila sestavljena iz 3 osnovnih politično-ideoloških tokov takratne Slovenije: krščanskega, liberalnega in komunističnega. Komunisti so spoznali, da brez nacionalne emancipacije ne more biti tudi družbene preureditve. Krščanski socialisti in liberalci so pa prav tako spoznali in priznali, da bi bila narodna osvoboditev brez socialne pravičnosti prazna. Zato se je osvobodilno gibanje povezalo v svetovni tok antifašističnega gibanja. Zavezniki so že v Atlantski listini proklamirali pravico vsakega naroda na samoodločbo in za to pravico smo se borili tudi v partizanih, se je zaborila za to osvobodilna fronta. Ta odločitev, ki je zajela ves narod, od Gosposvetskega polja pa do Kolpe, od Mure pa do Trsta, ta odločitev je predstavljala mehko silo, mehko moč. Iz te mehke moči narodne samozavesti je pa rasla trda moč partizanske vojske. Ta vojska je bila del zavezniških armad, antifašističnih armad, ki so združevale demokratični Zahod in socialistični Vzhod. To zavezništvo, kateremu smo se pridružili mi, je pa moralo z koraki sile izboriti zmago. Rušili smo mostove. Spomnite se, da je bila akcija Preserskega mostu že zgodaj 41. leta, da je kasneje padel Štampetov most, da je padel most na Doliču, da smo skupaj z angleško aviacijo napadali most v Litiji, da je naša vojska izvedla akcijo v Baški grapi, za katero je komandant Sredozemlja Wilson
posebej častitev maršalu Titu. In v tem telegramu izrecno rekel, ta vaša akcija veliko pomaga našim naporom v Južni Italiji in Normandiji in je s tem priznal našo vojsko za integralni del zavezniške vojske in operacije. Vaš predhodnik, gospod predsednik Janez Drnovšek, je pa ob slični priliki, kakršna je danes, izrekel zgodovinske besede, direktno ga citiram: slovenski partizani so pomagali osvoboditvi Evropo in Slovenijo. Zato je njihova zasluga nesporna in večna. Ne skrivam, bilo je tudi takih, ki so nasprotovali oboroženi borbi in odporu. Danes se tudi oni predstavljajo kot odporniško gibanje. Nedavno mi je prišlo v roke neka edicija vikariata v naši vojski, kjer se domobranci proglašajo za odpornike. Resnici za ljubo pa moram jaz, kot veste, rad govorim samo na osnovi trdih, gospod predsednik, nepopravljenih dokumentov. Tale naša lepa dežela je bila imperialistično priključena kraljevini Italiji 3. maja 1941. leta. Dovolite, da vam prečitam besedo za besedo, kako je ljubljanski škofijski list 31. julija v številki 4 do 5 to aneksijo, ki je nezakonita po vseh pravilih mednarodnega prava, kako je to aneksijo pozdravil. Besedo za besedo citiram iz škofijskega lista. Hvaležni smo Bogu, ki je voditelju velike Italije navdihnil misli velikodušne pravičnosti in uvidevne modrosti, s katero je predlagal njegovi vesikosti, kralju in cesarju, ustanovitev ljubljanske pokrajine. Tako da veste, za naše zasužnjenje je kriv vsemogočni Bog. Pa ne samo to. Komandant 11. armadnega zbora, ki je izvajal okupacijo in neštete zločine po temle delu naše domovine, je bil general Mario Roboti. Veliki zgodovinar Tone Ferenc je v svoji
kot je sam rekel v svojem delaholiku, ugotovil, da je samo ta general Roboti podpis dal pod 1569 smrtnih obsodb. Ko pa se je general Roboti poslavljal iz Slovenije 12. decembra 42. leta, mu je pa ljubljanski škof v italijanščini napisal poslovilno pismo, v katerem mu pošilja obilni božji blagoslov za njegovo delo. V italijanščini, da ne bo dvoma, pravi: nel momento della vostra partenza di Ljubljana auguro a vostra eccellenza abbondante benedizione di Dio per vostra opera. Ni bilo dovolj navadni blagoslov, moral je biti blagoslov vsemogočnega Boga za človeka, ki je pobil 1569 slovenskih žrtev. Slovenski narod je šel čez strahotno trpljenje. Veste, trpljenje je pa kot ogenj, uničuje pa tudi očiščuje. In v teku narodno-osvobodilne borbe smo doživeli, kot bi Cankar dejal, očiščenje in pomlajenje. Doživeli smo nove vrednote. Te nove vrednote so predvsem domoljubna samozavest, ki nas je pripeljala do te svobodne mednarodno priznane države, kakršno danes uživamo. Partizanska borba nam je v narodni značaj, kot bi rekel Kocbek, vcepila socialno solidarnost. In končno, ko sem že citiral Kocbeka, Kocbek je dejal, da je bila ljudska demokracija največja pridobitev narodno-osvobodilne borbe. Jaz se opravičujem za uporabo tega izraza ljudska demokracija, ki je po vojni bil zlorabljen za diktature, ki so se razvile v sovjetskem interesnem področju Evrope. Ampak Kocbek je pod ljudsko demokracijo razumel, da ni dovolj strankarska demokracija, ki se razvija tamle v parlamentu. Čeprav, Renata, nimamo nič proti parlamentu, ampak za pojmovanje demokracije samo parlamentarna razprava in polemika ni dovolj. Demokracija rabi glas naroda, kakršen ste vi. In če pogledamo na današnji dan, ta velika načela vrednot se nesramno
kršijo. Padli smo skupaj z celim svetom v past dolgov. Cel svet je dolžen, veste? Ekonomisti so zračunali, da so celotni dolgovi v svetu danes enaki celotnemu družbenemu proizvodu, ki ga svet v enem letu proizvede. Z dolgom, veste, je pa tako. Če sem jaz dolžan, nisem več svoboden, ampak nad menoj gospodari tisti, ki sem mu jaz dolžan. Če je pa narod prezadolžen, pa ni več suveren. Zaradi tega smatram, da moramo za vsako ceno priti iz te pasti dolga. Vprašanje ni ali, ampak kako. Samo 3 so poti, da se rešim tega zla. Prva pot je, da zmanjšujem svoje izdatke. Druga pot je, da povečujem svoje prihodke. Tretja pot je pa, da povečujem svojo produktivnost, da razvijam svoje gospodarstvo in svojo kulturo. Žal se takozvani paket, s katerim se uveljavlja zlato pravilo, se ta paket omejuje samo na prvo pot zmanjševanja izdatkov. In to, oprosti Zoran, imenuje varčevanje. Veš, po vojni smo tudi jemali, ampak smo temu rekli nacionalizacija. Varčevanje mora biti prostovoljno. Veliki slovenski psiholog svetovnega glasa, doktor Anton Trstenjak, je rekel, da smo Slovenci po značaju delavni, pošteni in varčni. No, ker vsi veste, da sem se v svojem življenju ukvarjal z gospodarstvom. Sem pa šel pa pogledal malo po mednarodni statistiki. In kaj sem ugotovil? Mednarodna statistika govori o tem, da slovenska gospodinjstva že vrsto let štedijo 16% od razpoložljivega dohodka. Povprečje Evropske unije je 10, povprečje Amerike pa samo 5. Zdaj pa nam pravijo, da moramo štediti in da moramo toliko štediti, kolikor gospod Barroso lahko več potroši. Zaradi tega smatram, da je ves tale pritisk in naval okrog takozvanega varčevanja varanje resnične situacije.
Pa ne morete za Božjo voljo vi jemati porodnicam, pa družinam, pa tisti ubogi starki tam gor v hribih. Istočasno pa zmanjševati davek kompanijam, davek na dobiček, zmanjševati dajatve premožnih, obremenjevati pa siromašne. Mi smo v težki situaciji. Jaz se strinjam, Zoki, s teboj, mi moramo se odrekati, ampak proporcionalno in pravično. Tisti, ki jim je sreča v življenju dala več, naj tudi doprinašajo več. Tisti, ki pa imajo malo, naj pa v smislu socialne solidarnosti to tudi zadržijo. Želim vam pa za konec reči samo sledeče. Sila, grožnja in prevara nas ne bodo pripeljale iz sedanje zagate. Mi se vsi zavedamo, da za ceno svoje nacionalne suverenosti moramo priti iz te zagate dolga. In zaradi tega smo pripravljeni na razumna omejevanja, na racionalizacijo določenih izdatkov državnega proračuna. Ne morem pa sprejeti, da bodo poslanci dobivali nadomestila še naprej, da bo pa uboga starka svoje stare in zadnje dni preživljala v strahu, če bo lahko preživela. Zaradi tega verjamem, da je rešitev iz sedanje situacije v tem, kar ste, gospod predsednik, tamle gor na drugem zboru rekli: dialog, dialog, dialog. Treba se je pogovarjati, ampak to ne sme biti dialog gluhih. Rešitev iz današnje zagate bomo našli samo, če bomo spoštovali poštenost, pravičnost in socialno dogovarjanje. Hvala lepa. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logor in gozdov. Po svetu sem zaplovil, po vseh slovenskih plačenih domov. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logor in gozdov.
strastvenih domov. Na svoboda zemlji živi, žalubov sovražnika, nek strti slovenska domovina, že pod svobodi je odvrn. Na svoboda zemlji živi, žalubov sovražnika, nek strti slovenska domovina, že pod svobodi je odvrn. Prosta bo spet okol, domovina tlače, domovina, mati Slovenija, tvoji smo sinovi, naše je življenje tvoje, pozoveš nas, mati Slovenija, strti so okovi, mi pripravljeni stojimo srednji čas. Dokler bo ni končan, za njo bo si v borbo za svobodo, za našo nas Slovenijo. Dokler bo ni končan, za njo bo si v boj, večno naj živi svoboda in naša nam Slovenija. Tovariši in tovarišice, smrt fašizmu! Vzel bom trenutek, toliko, da se vam zahvalim. Zahvalil bi se rad vsem borcem in borkam, zahvalil bi se rad vsem padlim, ki niso doživeli svobodnega dne, in zahvalil bi se vsem tistim, kateri ste iz svojih domačij pomagali bitki, katera je prinesla Sloveniji svobodo. Veste, jaz sem pripadnik mlajše generacije, ampak vem, brez vas bi zdajle tukaj govorili italijansko ali nemško. Hvala vam. Fani Okić je napisala pesem Izročilo, katera mislim, da najbolj simbolizira pomen tega dogodka. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve, mi nismo hoteli požganih domov, mi nismo hoteli uničene žetve, mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj vedno vam sije sonce svobode, naj sreče vam nikdar naj tujec temni. Če kdaj vas bo skušal kovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi.
Današnji kulturni program smo sooblikovali. Orkester slovenske policije, ki mu je dirigiral Roman Grabnar. Partizanski pevski zbor pod vodstvom profesorja Franceta Gornika. Recitator Darko Nikolovski in povezovalec Klemen Varel. Organizator prireditve se zahvaljuje vsem nastopajočim, da so se odpovedali honorarju. Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve gre Mestni občini Ljubljana in drugim donatorjem. Hvala vsem medijem za poročanje, Radio in TV Slovenija za neposredni radijski in televizijski prenos, ter vsem vam, ki ste s svojim prihodom počastili letošnji praznik upora. Želimo vam prijetno druženje na današnji praznik ter lepo praznovanje delavskega praznika 1. maja. Ob koncu vas prosim, da z aplavzom pozdravimo odhod praporščakov z prireditvenega prostora. Zbežite sence, vzidi čisti dan. Nasvidenje ob letu Osorej. Praporščaki, mirno, na desno, pohodni korakom, naprej, levim krilom, desnim.